Pozdravljeni, moji dragi sogovorniki, sogovornice in sogovornik na tokratnem pogovoru o telefonu v vetru. Eni knjigi italijanske pisateljice Laure Imai Messina, ki pa sega dlje, ki pa sega čez cel svet, sega tudi na japonsko. Zelo ponosna sem, da je pri tem pogovoru z nami Manca Košir, ki ima o tej temi, ki jo obravnava ta knjiga, po moje zapovedati največ v Sloveniji in mogoče tudi v Evropi. Še bolj sem vesela tudi, da je tokrat z nami Ladeja Godina Košir, ki je ne srečamo pogosto na pogovorih o knjigah, čeprav ona pa obkroži svet svojim delovanjem, tokrat je pa obljubila, da nam bo povedala tudi nekaj o japonski izkušnji. Z nami je tudi prevajalec knjige Luka Novak. Telefon v vetru je knjiga, ki je šla pri založbi Vida, s prijazno podporo Italijanskega kulturnega inštituta. Preden se odločiš, da knjigo izdaš, je vsakič ena dilema, kaj botuje tej izdaji. In ta tema, moja knjiga se te mora dotakniti, kot bi rekli, pa to zveni kot floskula, pa vendar ni floskula. Če te knjiga ne nagovori, se je kot urednik ne odločiš izdati. Telefon v vetru nam spregovori, lahko bi rekli transcendentno, spregovori nam onkraj naše izkušnje. O čem govori? Nekje na Japonskem, na pobočju gore, ki se spenja tam nad oceanom, je urejen vrt z grmovnicami, kot si pač predstavljamo japonske vrtove, in na tem vrtu stoji telefonska govorilnica. Menda lesena z belimi letvicami. In v tej telefonski govorilnici je črn, star telefon z okroglo številčnico. Tu je vse jasno in lahko recimo predvidljivo. Toda ta telefon ni povezan nobeno omrežje. In ko se zavrti tista, si predstavljam, da hreščeča številčnica, nikjer ne zazvoni. Besede, ki jih ljudje izrekajo v to slušalko, se porazgubijo v vetru. Ampak ljudje po tej slušalki govorijo z vsemi tistimi, ki jih več ni med njimi, ki so jih zapustili, ki so umrli. Se pravi, ta telefon v vetru je nek tak čudežna slušalka, ki to stranstvo povezuje z onostranstvom. Zato, ker vsi imamo še nekoga, ki bi radi še povedali nekaj tistim, ki so šli od nas. In mislim, da je ta pisateljica Laura Imai Messina uspela v tej knjigi te občutke o tem nikoli končanem žalovanju, oziroma žalovanju, ki se nekoč tudi mora končati in kaj vse lahko iz njega zaraste, skozi to svojo intimno ganljivo zgodbo zelo lepo povedati. Jaz bi še najprej, preden začnemo s pogovorom, prosila prevajalca Luka, da nam prebereš en odlomek, mogoče da se dobi malo občutek o tem, s kakim jezikom ta knjiga govori. Ja, jezik je res lep, mislim, poetičen, tako da sem užival v prevajanju, seveda tema je pa težka. Ampak za uvod en kratek odlomek. Sčasoma sta Yui in Takeshi, to sta glavna junaka, odkrila, da je telefon v vetru kot beseda, ki se za vsako osebo drugače sklanja, da so si žalovanja sicer vsa podobna, a so si hkrati tudi povsem različna. Tam je bil fantič, ki je hodil vsak večer dedku na glas brat časopis. Mnogi so prišli samo jokati. Bili so taki, ki so prišli tolažiti pokojnega, ki je ostal brez pokopa, raztresen kdo ve kje na dnu morja, ali v eni od tolikih jam, v katere vojna strese kosti. Bila je tudi mati, ki je v cunamiju izgubila vse 3 sinove in se ni zavila v molk, pač pa je govorila in govorila, da bi zapolnila praznino. Bila je deklica, ki je klicala svojega psa in ga spraševala, kako je tam v inostranstvu. Pa osnovnošolec, ki se je prihajal pogovarjati s sošolcem, ki pa ni bil mrtev, ampak ga ni več videval, odkar se je moral starši vrniti na Kitajsko. Tako zelo je pogrešal igro z njim. Ko si prihajal na ta kraj, si malo bolje razumel, kako delujejo ljudje. Jaz zdaj od tu povzemam, Manca, kako delujejo ljudje. Sama avtorica, ko je pisala o tej knjigi, je rekla, da čeprav je to knjiga o žalovanju, ni želela napisati žalostne knjige. Meni bi se zdelo to nemogoče, če ne bi poznala Mance, človeka z najširšim, najlepšim nasmehom, ki hkrati toliko in tako vedrino, ki pa hkrati toliko dela tudi za ljudi v hospicu. Ja, ta knjiga je mene zelo ganila, tako da ker sem jo natančno brala in ker pila, srkala. Luka Novak, čestitam ti za imeniten prevod, res lepa slovenščina.
In to, kar si prebral, je značilno ne samo za to knjigo, ampak za vse nas, ki žalujemo. Ni dveh oseb, ki bi žalovali na enak način. In to je ta dragocenost, ker se prepoznamo v tej raznolikosti, tudi žalost zelo kaže našo raznolikost. Ampak čisto spodaj, a ne? Čisto spodaj imamo pa vsi enake potrebe. Vsi želimo ljubiti, biti ljubljeni, predvsem pa biti slišani in povedati. Tako da moj ljubi pesnik in ladej in spremljevalec po njenih sprehodih na Devinski grad, Rainer Maria Rilke je v eni od devinskih elegij, ki so jih narekovali angeli, rekel: tu je čas izrekljivega, tu domovina njegova. Izreci in izpovej. To pomeni, mi živimo v času in prostoru in imamo potrebo izreči in izpovedati. Če ne, tako boli, da lahko od neizrečenega, od molka svojega in svojih bližnjih umremo. Ampak zanimivo je, da tudi to, da se ni nujno, da se zmeraj v žalovanju izrekamo samo zamrojeno. To je... Ja, to pa nam pomaga, ker če žalujemo zares, to pomeni, da spustimo bolečini, da pride globoko v naše srce. In če odpremo srce, kadar je srce odprto, zaveje skozen tudi veter radosti. Nikoli ni v srcu enega samega čustva. To je v egu. Ego je jezen, ego je sovražen, ego je maščevalen, ego trpi, ego žaluje s trpljenjem. Srce pa lahko boli. Ampak ta veter duha ga pa vseeno zvalovi, tako kot morje, kot so te lepe metafore, in posije od nekod, sijajo neki žarki upanja, žarki presežnega, govorica Boga. Ta primerjava z morjem, tu bi pa mogoče Ladeja, tako z morjem tudi ena od primerjav, noben človek ni otok, nihče ni sam na tem morju, vsi smo del neke nevidne družbene mreže. Žalovanje je pogosto tudi kolektivna stvar, žalujemo javno, ne nazadnje. V naši kulturi to izražamo z obleko, z vsemi temi obredi. V tej knjigi veliko nastopa Japonska s svojim obredjem. Tam imajo obredi rituali, obredi žalovanja poseben pomen. Vem, da si seznanjena s tem, ne boš kaj povedala o tem. Ja, najprej hvala za vabilo in super, da tale pogovor o tej čudoviti knjigi poteka tako večplastno, ker se mi zdi, da ravno v te večplastnosti se tema, ki jo obravnavamo, lahko najbolje nagovori. Zdaj, omenila si Valentina morje, to je definitivno moj element in kadar le lahko zbežim na morje in samo, če gledam v to morje, se mi zdi, da začutim to, kar sem začutila tudi na Japonskem. Lani sem en mesec namreč preživela v Kyotu, ker sem bila vabljena kot gostujoča predavateljica in to enost, In potem sem tudi ob sprehodu po teh njihovih res lepo urejenih parkih, templih, ne vem, kaj se tam zgodi. Kyoto recimo je tudi mesto, ki je v obliki 5 prstov, je kot dlan, ki te nekako čuva. In ko sem se z Japonci pogovarjala ravno tudi o bivanju, o smrti, o odhajanju, ker ti njihovi rituali prehoda so precej drugačni, prav zaradi tega njihovega, bi rekla, kar na tej šinto religiji tudi utemeljenega pristopa, da smo eno z naravo. In ta enost je pri njih res jo čutiš lahko rečem, na vsakem koraku. In imela sem priložnost z izjemnim mojstrom, toukalistom Stomo Yamashita, moje ime, ki, če ga pogooglate, boste videli, živel je v Veliki Britaniji v času Rolling Stonesov in ostalih in bil res na vrhuncu svoje kariere, potem se je pa vrnil nazaj in se je šolal za meniha na Japonskem. In on mi je ravno razkril recimo svojo zelo osebno zgodbo odhoda njegovega očeta, umiranja njegovega očeta in rekel, da je to bila njuna najlepša izkušnja,
Zaradi tega, ker je oče se čutil tako izpolnjenega v tem življenju in tle bo Manca nam lahko veliko tega povedala. In se mi zdi, da je to največ za tistega, ki odhaja, kot za tistega, ki ostaja. In s Tomo Jamašto sva se o tem pogovarjala, ne, kako ta polnina življenja in ta bližina z tistimi, ki so ti dragi, spremeni percepcijo odhoda. Zato, ker oni vedo, da greš nekam, kamor smo vsi namenjeni in odkoder prihajamo, ne, in ni te bolečine in tega, kar je Manca prej rekla, ne, tega ega, ki kriči potem, zakaj te ni tukaj zame. Ker se je ta izmenjava v to stranstvo zgodila, veš pa, da v ono stranstvo živi naprej. No, to je bila recimo meni s to Japonsko in s temi pogovori, s temi ljudmi tam povezano izkušnjo, se mi zdi, da sem najbolj globoko to dojela. Saj verjetno čisto do konca tega ne moramo, dokler smo tukaj razumeti, ampak meni je to razprlo, no, prav to dojemanje te enosti. Meni je bilo zanimivo, ker gre za radikalno drugačno kulturo, ne, ko govorimo o Japonski, ampak zmeraj se ti bolj prepoznaš, kako je ta izkušnja žalovanja v bistvu univerzalno podobna. In se mi je zdelo, ves čas, ko je tudi Luka to prevajal, ko sem brala to knjigo, sem rekla, pa vsak od nas, tudi v Sloveniji, bi potrebovali en takšen telefon v vetru, na dvoriščih, v mestih, da bi ljudje, meni se zdi, da teh zamer, ki izhajajo z tega, nismo še vsega povedali. Ne nazadnje tudi na nacionalni ravni so to ene zgodovinske zamere, ki jih bo treba nekoč preseči. Luka, kako si ti doživljal to? Ja, jaz sem zelo inspiriran od teh pogledov mojih sogovornic. Zdaj, najprej se bom sam navezal mogoče na to Mancino Rilkejevo elegičnost, ne? Ker ko sem to prevajal, sem praktično skozi imel pogled na Devin, ne? Sem bil ob morju in me je to zelo zdaj ganilo, ker dejansko sem se spomnil, da res nisem poznal, ne spomnim se tega na meji izrekljivega, da smo v bistvu na področju, na polju izrekljivega, in to se mi zdi izredno lepo. Sem se pa spomnil, da smo v bistvu torej tudi na meji izrekljivega in tistega, o čemer moramo molčati, kot bi rekel Wittgenstein. Tle je kjer trči zahodna filozofija pravzaprav ob zid, ne, ker vse lahko racionaliziramo od tistega, o čemer pa ne moremo govoriti, o tem moramo pa molčati, in to je seveda tudi smrt in onostranstvo, ne. Zato s tem je pač Wittgenstein pokritiziral metafiziko zahodno, ki pa seveda je drugačna od vzhodne metafizike, ne, ki pravzaprav ni metafizika v tem pogledu, ampak je eno, ta panteizem. Mene je ta panteizem zelo, zelo ganil v tej knjigi, ne. Na koncu ta mladi zdravnik ugotovi pravzaprav, da se pravzaprav ves keč ne je v vetru, ne. Pravzaprav je veter tisti, ki nosi te besede. In veter je pravzaprav nekaj božanskega in potem na koncu ugotovi, pravzaprav veter je tisti, ki je Bog, ne, veter je Bog. In to tle navežem na Ladejino intervencijo, da je dejansko na Japonskem, in jaz sem tudi bil v Kyotu, ne, in mi je blizu ta kultura, čeprav je težka in radikalno drugačna, vem, da za Valentino je radikalno drugačna in mogoče težja kot za koga drugega. Meni je pa blizu in sem zato to knjigo tudi razumel v tem panteističnem smislu, v tem smislu enosti. Zdaj seveda v našem monoteističnem pogledu na svet je ta enost mogoče drugačna, ne, jo tudi drugače definiramo. Ampak zato je mogoče tako pomembna ta knjiga, in ker jo je napisala pač zahodnjakinja, Italijanka, ki živi na Japonskem in je poročena z Japoncem, in je skozi svoje oči pravzaprav pokazala to metamorfozo zahodnjaka v vzhodnjaka, kako se pravzaprav, in tle je potem pravzaprav poanta te knjige, kako se iz žalovanja rodi ljubezen, ne? To pa je zdaj spet mogoče nova tema. Mene zanima še to, če se vam zdi, ker vidim, vsi imate eno podobno gledanje na to, če je lahko ta knjiga na nek način zdravilo za tesnobo današnje družbe. Zdaj živimo v času svetovne pandemije, ko se vsi toliko bolj zavedamo lastne končnosti in minljivosti. Smo postavljeni v konkretne situacije, ki se zavedamo, da lahko z lastnimi dejanji vplivamo na dolgost življenja bližnjega. Vsi vemo, da smo, ampak pravijo filozofi, da naše osnovno čustvo tesnobe izvira iz tega zavedanja, da je nekje konec, da živimo, dokler se zanikamo končnost, ko se pa zavedamo končnosti, se nas pa poloti tesnoba. S tem vzhodnim pristopom se zdi, kot da te meje postanejo nekoliko bolj
če hočete, zabrisane ali nekoliko bolj prehajajoče. Lahko še povemo nekaj tistim, ki so šli. Veter to raznese. A je ta odnos rešitev to, ker zdaj seveda, če se spet vrnemo na sliko pandemije, morda tudi zato so znali v teh vzhodnih družbah, ker se manj oklepajo tega svojega bivanja, so znali boljše zamejitev pandemijo, ravno skozi to, da imajo do tega nekako bolj manj krčevit odnos. Zagotovo je ta vzhodna, v narekovajih, družba drugače postavljena na drugih temeljih kot naša. Ni tako dualistična. Telo in duša nista tako ločeni, kot je pri nas pogosto. Ali pa življenje in smrt. Nikakor nista to dve različni stvari, ampak ena. To je vse, kot je rekla Andreja, to je eno, to je vse povezano in prepleteno. In kot si rekel, Luka, kako lepo ta prispodoba o vetru. To je tudi prispodoba krščanstva, ker kaj pa je sveti dih, sveti duh drugega kot veter, ko je dihnil Jezus Kristus na križu, ko je izdihnil, je dihnil ta veter v svet. In s tem vetrom je dihnil tudi to povezanost, to prepletenost med nami in to vero, da ločenosti ni. Ni ločenosti med ljudmi, ni ločenosti med tem in onim svetom, ni ločenosti med Bogom in nami na nek način. To je vse prežemajoče in to vse govori o enem neskončnem velikem objemu, v katerem smo mi, ko se rodimo in ko umremo. V tem istem objemu in v tem objemu je varnost, v tem objemu ni tesnobe. Gorazd Kocijančič ima imeniten intervju na spletni strani Logos, kjer zelo enostavno razloži to tesnobo zahodnjaškega sveta v koronavirusu. Ljudje se bojijo smrti. Zakaj se bojijo smrti? Ker mislijo, da je smrtjo vse končano. Zakaj tako mislijo? Ker verjamejo v dobesednost Ničejevega izreka Bog je mrtev, a ne v to dobesednost in tega presežnega ne občutijo. In v presežnem je zaupanje, v presežnem je upanje. In tukaj v tej knjigi, ki ni samo italijanska, in je in eno in drugo. In to jaz upam, da se bo zgodilo zdaj tudi na zemlji, da bomo bolj razumeli, da je in eno in drugo in tretje možno, da sobiva, ker smo vsi soodvisni drug od drugega. In tudi ta slovenska sprava, ki se ne zgodi, ker je na eni strani eno, vse meni kakšne barve, ki trdi, jaz imam prav. Na drugi strani je drugo, ki trdi, jaz imam prav. Ne morata ti dve trditvi nikoli se objeti, nikoli. Ego je tisti, ki to trdi, ko pa se to spusti. Tudi v tej knjigi to lepo kaže, kako prav žalost in žalovanje lahko sprošča te grozne trdote, robove in vse to in omogoča to pretočnost. Ker žalost je lahko tudi milo lepa, tako kot kaže ta knjiga, in zato je zdravilna in zato jaz mislim, da bi moral biti v vsaki družini knjiga Telefon v vetru. To so lepe besede, ali pa celo, da bi mogel ta telefon v vetru kot nek simbol biti v Sloveniji, v slovenski družbi, kot nek simbol tega, da nikoli ni izrečena beseda zadnja, da lahko še zmeraj poveš in da skozi to se tudi prenoviš, ampak te stiske, ki si jih zdaj opisovala, te tesnobe so stare kot človeštvo in človeštvo je iznašlo neke rituale, neke obredje. Vsaka kultura jih je na nek način institucionalizirala, spostavila. Japonska družba je polna teh obredov, tudi tam ima vsaka hiša ta svoj oltarček, ki se spomni svojih pokojnikov. Vse to tudi v slovenski družbi je bilo, od njega so bili bobkovi kotički po domovih, ker človek
potrebuje to svoje ogledalo, ta svoj odsev, ta spomin, pa tudi na nek način uteho. Ladeja, kako si ti sprejemala vse to, ta japonski svet obredov, ritualov, praznikov? Tam imajo vsako leto nek praznik, tudi na osebnem nivoju, že od otroštva naprej, tudi v knjigi jih več opisuje. Ja, kar je bilo meni na Japonskem izredno všeč, je to, kar je Manca omenila, da pri njih živi ta in. To ni, saj jaz sem tako razumela, ni družba izključevanja v tem smislu, da ne smeš imeti različnih veroizpovedi, da ne smeš imeti različnih mnenj. Recimo, če se vrnem v ta akademski svet, v katerem sem bila, pri njih ni samo interdisciplinarno, ampak transdisciplinarno sodelovanje. Ko smo se recimo mi pogovarjali na tem simpoziju o knjigi, ki jo soustvarjamo, so bili predstavniki, ne vem, iz katedre za ekonomijo, sociologijo, finance, šport, filozofijo, religijo in vsi so imeli enak glas. Recimo, to je bilo zame tako neverjetno. En del, večina tega je potekala celo v japonščini, ne? Če podelim to izkušnjo, in te profesorji so sedeli v krogu. In jaz seveda ne znam japonsko, ne? Ampak si iz njihove, mene je bilo zanimivo že iz gestikulacije, iz tega, kako drugače poslušaš. Mogoče se mi zdi tudi to pomembno, ne? Opazuješ in tako. Vidiš, kam nekdo spada, ampak kako vsi skupaj tvorijo to eno, o čemer govorimo. In kako je vsak od njih spoštovan, upoštevan in enakovredno participira k neki skupni zgodbi, ne? Recimo, to se mi zdi ta vključenost, nekaj, s čimer oni odrastajo, ne. Potem te rituali, ko si rekla, ne, od rojstnih dnevov do teh spominjanj različnih praznikov, do tega, kako oni povezujejo skozi te svoje rituale, kot so rekla, tudi različne religije, ne. Skozi gre za to neko spoštovanje in ne poveličevanje, narobna beseda, ampak doživljanje te enosti, ne? In tle se mi tudi spet Manca vedno zelo rada rumija uporabi, ne? Mene, ker sem morski človek, zelo všeč tista njegova, ne? Ti nisi kaplja v oceanu, ti si cel ocean v kaplji. Sem to malo slabo prevedla, tako po spominu, ne? Ampak gre za to razumevanje, ne? Kaj vse smo mi, ne? In mi smo del tega enega. Vse to je v nas in vse to eno je tako. In zdaj na Japonskem, kot sem rekla prej, je to čisto v vsaki stvari prisotno in tudi v te vsakodnevnosti. To je bilo meni všeč, ne? Ta odnos in spoštovanje do vsega. Že to, kako postavijo hrano na mizo, kako ti v trgovini zavije, ne vem, tudi če si kupil eno milo, ne, bo to cel ritual tega, ali pa svinčnik. Tako da ta odnos do življenja, do vsega, kar nam je tukaj na voljo, skozi izraža to neko hvaležnost, tudi to spet Mancina beseda, ki jo imam jaz vedno bolj rada, ponižnost. Do tega, kar nam je dano, kar imamo in seveda to potem tudi, ko govorimo o odhodu, o poslavljanju, o tem drugostranstvu, ima čisto drugo konotacijo. Če že ti tukaj to skozi dnevne rituale nekako ves čas imaš to kapljo oceana, ocean v kapli, potem je tudi ta prehod čisto drugače sprejet, kot je sprejet pri nas, ki je ta stroga ločnica, ne? Tukaj zdaj materialno in ponavadi se na koncu, če potem skregamo okoli oporok, ne? To je popolno nasprotje tega, kar lahko recimo opažamo v takšnih kulturah. Omenila si to ponižnost do tega, kar nam je dano. In vse o tem, o čemer govorimo, pravzaprav govorimo še o nečem, o tem, da se te družbe mogoče bolj zavedajo, da smo samo nekje na presečišču med preteklostjo in prihodnostjo. Ne? Da smo nekaj podedovali od svojih prednikov in živimo za prihodnost. Človek je bitje prihodnosti, je pisal že Anton Trstenjak, ampak v tej prihodnosti seveda ni bitje, ki bi zanikovalo preteklost, ne? Ampak ravno preteklost, upanje iz sedanjosti teži si seveda v prihodnost, ampak prav iz preteklosti pa dobiva moč. Se zavemo, da nihče na tem svetu ni prišel iz nič. Da nosimo svojo odgovornost do sveta, ne, in tudi do prihodnosti, ampak da nam je pa preteklost tisto, kar nas usmeri naprej in da znamo svoje mesto najti. To je pa zagotovo in zato je moja ljuba prispodoba, da je človek kot drevo. In človek
ki je miren v sebi, ki ima ta steber, ki je, tako kot rečemo, na vertikali, a ne, je lahko samo človek, ki je močen tudi na horizontali. Zato je ta križ, a ne, simbol krščanstva, tako nekaj izjemnega, ker kaže smeri našega notranjega neba. In drevo je močno kot posameznik in kot skupnost samo, če je globoko ukoreninjeno v preteklosti, če mi stojimo na ramenih svojih čudovitih prednikov in smo jim hvaležni za vse dobro in hudo, kar so nam storili, ker je vse to življenje. Če mi zrastemo v to pokončno deblo, ki pa ponižno razpela to vejevje v brezgrajnost, potem je to drevo zdravo. In slovenski narod preprosto ni zdrav. Zaradi tega, ker se boji, jaz ne vem česa, se boji govoriti o svoji preteklosti resnično. Takšna le je bila. Je bilo in to, in je bilo in to, in je bilo in to. Zdaj pa poglejmo, kot to deblo, skupaj v to krošnjo, ki ima ogromno listev, ampak vsi rastejo na istem deblu. Imejmo v zavesti, a ne, nekaj skupnega. Našo skupnost, ki je lahko raznolika, ampak gledati moramo pa v isto smer. Če ne gleda drevo gor, ne bo zrastlo. Če gleda dol, skozi v neke travme, blato, grozno, strahove, ja, potem bo vse povešen in bo prej ali slej zdihnal, a ne? Vrba žalujka. Ja. Manca, ravno, mogoče pa tle navežemo na Japonsko, ker ravno Japonska je morala dati marsikaj skozi, kot pač tudi Evropa. Veliko hudega. Ja, in to je verjetno izhaja tudi iz tega, ker zanimivo pa je, ne, ko govorimo o tej enosti, Japonska je bila v 19. stoletju in tudi pač v prvi polovici zelo militarističen narod, ne, in tudi potem njene tragedije v smislu seveda Hirošime in Nagasakija, ne. Od tam se je Japonska ogromno naučila, ne, in se je naučila verjetno točno tega, kar ti govoriš, da je treba gledati gor, da je to vse eno, ne, ker dejansko schizma Japonske je bila ogromna, ne, in potem pa še vse tragedije, ki so se zgodile kasneje, naravne nesreče, kot je bil ta cunami v Otsučiju, iz katerega pravzaprav izhaja ta knjiga. In tle je pravzaprav verjetno tudi modrost Japonske, da je znala iz teh strašanskih tragedij, mogoče največje tragedije v zgodovini človeštva, ki so bile Hirošima in Nagasaki, ki pač je stvar interpretacije, kako zdaj na to gledamo, je bilo to prav ali ne, vsekakor najbrž ni bilo, ampak znali so iti čez to. Ne? In znati iti čez tako tragedijo, kot so atomski bombi in potem tudi naravne nesreče, to je verjetno potem ta modrost, ne vem, je to vzhod, ampak to je verjetno neka splošna modrost. Ne? In tle, to je pa praznik cvetenja češenj. Če imaš, oni Japonci imajo na eni strani to militaristično, imajo meč, ki je oster, ampak na tem meču je kaligrafija tako nežna. In imajo to lepoto, kot Ladeja pravi, ki je lepota obredja, pitja čaja, oblek, to lepoto, ki govori v presežnem. In ta lepota in umetnost in z njo knjige nam pomagajo presežiti, tako da objamemo to, kar je bilo to hudo. Ker je v tem hudem se je zasvetlikala ta svetloba tega presežnega, ki je naše upanje. In tako se v tej knjigi tudi svetlika na vsaki strani, če je še tako žalostno, deklica, ki je mama umrla, obmolči, ne govori. Ampak iz tega ne naredijo oni drame, zdaj pa bomo logopedu, homopedu, rešili bomo, kaj naredijo, če čaka z enim upanjem, a ne? Z enim mirom, z enim zaupanjem. In jaz sem vedela, da bo deklica spregovorila, a ne? Ampak ta odnos do nje, to spoštovanje njene bolečine,
ki se kaže v molku, ne vem, če je v naši družbi sprejemljivo. V naši družbi otroci niti žalovati dostikrat ne smejo. In so skriti žalovalci. Mnogi jih sploh na pogreb ne spustijo, da ne bodo ne vem kaj, ne dovolijo te žalosti in tega izrekanja, ki ni samo besedno. Izrekamo mi tudi z dotiki, stiki, z očmi, z objemi, a ne? Tako da res je japonska kultura navdihujoča in razumem to pisateljico, da ni hotela priti nazaj, da je kar tam ostala. Dodam? Ja, izvolite. Ja. Ne, zdi se mi še ena stvar, ne, to, kar je Luka prej rekel, ne, vse te katastrofe, od atomske bombe, pa to, da so oni skozi izpostavljeni potresom, cunamijem in vsemu, kaj je še v tej kulturi zaznati? Nenavezanost. Tudi to, v kakšnih stanovanjih oni bivajo, ne, majhnih, koliko malo predmetov imajo, to se mi zdi tudi nekaj zelo različnega od nas, ker pri nas je ta imeti, posedovati in se skozi to identificirati tako močno, da vsaka to vrstna tudi izguba zamaje tvojo identiteto. Recimo, to se mi zdi ena zelo pomembna razlika med nami pa med Japonci in iz tega seveda tudi vrednote same in vrednotenje vsega skupaj. Drugo, kar je pa to, kar je pa Valentina omenila, ne, ta dolgoročnost, ne, ta njihov pogled daleč naprej. In tudi recimo zdaj, jaz sem pač v teh temah trajnostnega, zelenega, krožnega gospodarstva, ne, in recimo za Japonce, ne, je to nekaj, kar je jim lastno odkar poslujejo in njihova podjetja so dolgoživa, ta dolgoživost pri njih. Zakaj so dolgoživa? Zaradi tega, ker so vedno gledala, kako bojo naslavljala seveda ekonomski vidik, ne, hkrati družbenega, kako bojo nekaj naredila, da bo ta skupnost obstala in se vključevala, in okoljskega, ker imajo ta odnos do narave in do tega. Ne. In se mi zdi tako hecno, ne, ker zdaj mi tukaj v Evropi na novo odkrivamo kot neko čudo trajnostno poslovanje in nekaj, pri njih pa podjetja, ne vem, lončarska, tudi pol naprej avtomobilska, finančne inštitucije trajajo, ne, po 200 in nekatera 500 let, ravno zaradi te filozofije, ki se jo mi hočemo zdaj tudi v tem ekonomskem jeziku naučiti. Ne. In zdaj, če to paralelo potegnemo tudi do tega, ker knjiga predstavlja, ne, tudi to poslavljanje, odhajanje je seveda zelo drugačno ob teh predpostavkah, da ti nisi navezan na tak način, da ti vidiš nekaj, da je dobro, ker gre skozi generacije, ker se nadgrajuje, ne. In če imaš še ta občutek te enosti in upetosti. Pa samo še eno stvar bi dodala, ki je Manca toliko omenjala, drevo. Ne. Mi pozabimo, da tudi v slovenski kulturi je drevo simbol, zakaj so imeli to sem prav pred nedavnim prebrala, pred hišami ali pa v vseh drevesa, ker so to predniki in so se hodili k drevesu pod lipo posvetovati z duhovi umrlih. To se pravi, mi smo to nekje na poti izgubili, ne? Malo smo pozabili, to pa je že bilo v naši kulturi vseeno. Zato se mi zdijo to, da malo obudimo, ne? Kaj imamo, pa kaj mogoče samo treba malo bolj ozavestiti, zelo pomembno. Evo, to sem hotela dodati. Hvala. Vidim, da Luka hoče nekaj povzeti, ali imaš nekaj za... Ne? Skratka, tu je bilo izpostavljenih kar nekaj stvari, prazniki in nenavezanost. Prav ta koncept nenavezanosti sem zadnjič brala en zanimiv članek, nenavezanosti na materialno, da je to bilo najbrž tisto, kar je ta vzhodni model obvladovanja pandemije rešilo oziroma ga naredilo toliko uspešnejšega. Zato, ker verjetno se lahko strinjamo, da zdaj, če smo govorili o teh kolektivnih traumatičnih izkušnjah preteklosti, ki jih je bilo na Japonski veliko, tudi pri nas v zadnjih 100 letih jih je bilo nekaj, zdaj generacija mlada, ki zdaj živi, verjetno je ta pandemija nekaj najhujšega, kar doživljajo. In kako je zahodna družba pri pandemiji tako reagirala, moramo zaščititi svoj način življenja. Ne? Zato nam je do neke mere ušlo iz rok. Mi so se obotavljali zapreti gospodarstvo pri priči, dokler so bile te številke nizke, nekako to na tem tehtanju življenja ali gospodarstvo se nekako rekli, malo bomo še zdržali, polje pa dejansko stvar podivjala. Dočim na vzhodu se niso obotavljali od Nove Zelandije naprej pri priči, zgolj pri nekaj primerih okužb zapreti pri priči cele družbe, ustaviti gospodarstvo v celoti in zdaj seveda se je izkazalo, da to je bil bistveno bolj trajnostno vzdržen model, ker zdaj se tam lahko te stvari zdaj naprej funkcionirajo, ker so pravočasno
reagirali. Se pravi, v bistvu se dostikrat zgodi, da to, kar se zdi na prvi pogled uničevalno za nekaj, oziroma se reče, kako se je na dolgi rok seveda izkazalo kot bolj, kot je Ledej omenila, trajnostno. Pol pa pridemo do teh kolektivnih obvladovanj travm. Se pravi, te družbe so se izkazali, da so v imenu kolektivnega bile pripravljeni veliko več žrtvovati. Ampak na koncu, na individualnem nivoju, a na koncu je vse te kolektivne travme potrebno individualno predelati. Na koncu je s tem vsak sam. To je zdaj vprašanje, me zanima. Mi imamo neko travmatično izkušnjo, cunami, ampak ta knjiga ravno govori o tem. Na koncu pa to mora vsak po svoje, eden od te, številka žrtev cunamija je strašna, ampak na nek način anonimna. To govorimo o 10.000 žrtev. Ampak na koncu vsak ta človek, ki se skriva za to številko, za vso to svojo družbeno mrežo, mora to nekako njegovi bližnji, mora to sami predelati. A je to problem, ker v naši družbi pa čakamo, bo že družba namesto nas to sprocesirala, sami te hrane ne celimo, ne delamo na tem, zato jih pa tudi prenašamo naprej, celo iz generacije v generacijo. Ja, ampak, če smem, ravno ponavadi je ta koncept vzhodne družbe tak, ki ne pozna subjekta, ne? In tam načeloma ravno so te zadeve tako kolektivno urejene, da so tudi ljudje pripravljeni lažje sprejeti neke kolektivne ukrepe. Po drugi strani pa seveda, ne nazadnje, tudi če ne poznajo mogoče koncepta subjekta, sam subjekt seveda obstaja. Ne? In ravno v tem je pri tej knjigi, ko na koncu ona ko prihaja ta cunami in hoče nov ta vihar, tajfun prihaja, ne? In hoče ona zaščititi kabino in vse ovije s tistim papirjem in folijo in drži dobesedno kabino, da je veter ne odnese in potem je po nekem čudežu ne odnese. Ravno tle potem ji pove Takeshi na koncu, če pa sej sva oba ugotovila, gre za simbolno stvar. Ne? Gre konc koncev, ta telefon je pač samo en simbol, je eno znamenje, ki nakazuje na nekaj drugega. Ne? In to je ravno tisto, kar oni imajo konc koncev v teh bucudanih, po teh bokovih kotih, teh praznikih, ki jih obeležujejo majhnih fantkih in punčkah, ki so stari tok pa tok. Oni dejansko s tem obeležujejo nekaj simbolnega. Ne? In ne nazadnje je zato tako pomembno, da se soočamo v tej knjigi z onostranstvom, se soočamo na simbolni ravni, ker sej telefon sam po sebi je samo nek povod oziroma nek medij, ki bo naše besede pomagal ponesti v onostranstvu. To se bo pa seveda dogajalo v naših srcih. Ne? In tle je, mislim, potem ta poanta, da se iz tega pravzaprav rodi ljubezen. Ne? Ker tle je ta hoja na goro in govorjenje v veter pravzaprav rodi nekaj drugega. Ne? In tudi pol ne samo simbolno se ima rodi otrok, ne? In to se mi zdi, da je glavno sporočilo tega romana. Ne? Da pravzaprav naše žalovanje je individualno, je zelo različno, hkrati seveda ob tem žalovanju spoznamo še sočloveka, ga začnemo spoznavati bolj in se v njega zaljubimo in iz tega nastane ljubezen. Ne? Se pravi, da v bistvu tudi iz smrti seveda potem nastane nova ljubezen. Kar je mogoče banalno na nek način, ali pa tudi naivno, ampak je pa lepo. Ne? To sploh ni banalno, zaradi tega, ker ena moja srčnica, zdaj ne znam na pamet, pravi, smrt ne vzame, smrt tudi da. A ne? Smrt je vedno, sleherna smrt je hkrati in izguba in darilo. In zelo veliko darilo je to, če znamo to darilo prebrati. Če ga znamo odviti, če ga znamo objeti in če ga znamo živeti. In tukaj smo precej nebogljeni ravno zato, Luka, ker smo izgubili to zavedanje in to bivanje, da je človek simbolno bitje, da je človek ritualno bitje. In oboje potrebujemo tako simbole kot rituale, praznike in vse, da smo sploh lahko zares ljudje. In ta veter skozi srce
in ta naša kultura zahodna je pa ustoličila racijo, a ne, in glavo. In dostikrat se zdi, kot da glave hodijo na nekih mrtvih telesih, ker so tako močne, da je telo izgubilo ves pomen in taka krošnja seveda propade. In ta knjiga je lepa zato, ker nas uči prepoznavati te simbole, a ne, in bi rada omenila tabor levjesrčnih, ki ga prireja Slovensko društvo Hospic, kamor pridejo žalujoči otroci, ki prvič slišijo, da so oni tisti, ki je njihova žalost in bolečina najbolj resnična na svetu. Ne samo mamica, ki je moža izgubila, ampak jaz sem izgubil očka, mojega očka, ali pa psa, ali pa karkoli. In potem te otroci na koncu tabora napišejo pismo. Pismo mamici, očku, babici, dedku in ga dajo na balonček, a ne, to pismo, in potem balone spuščajo v zrak in to je spet ta veter. In pride veter in odnese te balone tja daleč in čez in te otroci so tako srečni, ker zaupajo, da bodo njihove besede žalosti končno slišane. In to lahko že v življenju delamo, dokler smo še tukaj na svet, ne. Zato se jaz pogovarjam, a ne, Ladeja, kako me pohopate, kaj mi, katere pesnice veruju ljubav, pa že veterjen, a ne, ker izpolnjeno življenje bo njim olajšalo. Naša mati je živela ful gas, super, zaljubljena v življenje, slavimo to. In sem ukazala šampancem mene pokopati, ne, straviti marš muziko, ne, ker mi se veselimo, da je bilo meni to življenje dano, da sem to darilo v polnini izkoristila, vzela, pa tudi delila z drugimi, a ne. Zato sem jaz tako rada spremljevalka umirajočih, zdaj žal ne v hiši, ampak imam pa na telefonu več ljudi, ker jim lahko nekaj dam, a ne. Ker jim lahko dam to svoje zaupanje, to svojo vero, ker lahko dihnem vanje ta veter. Hvala za te besede, so nas vse zelo ganile. Moram povedati, jaz se vam zahvaljujem in zdaj, glede na to, če bi še kdo želel kaj dodati, če ne bi pa dala še čisto na koncu besedo avtorici, več čas smo imeli v mislih, Laura Imaj Messina, italijanska pisateljica iz Rima, skratka, ki zdaj predava na Katoliški univerzi v Tokiu, doktorica znanosti, mislim, literarnih ved. In pravi v tej knjigi, tema je univerzalna, živimo, zato tudi umiramo, tkemo odnose, ljubimo, zato tudi izgubimo. Toda nobene potrebe ni, da bi nas to zamorilo. Želela sem opisati žalovanje, toda tudi radost življenja, pogum. Želela sem, da je v knjigi tudi veliko lahkosti in ljubezni. In jaz se vam zahvaljujem, da ste vsi pomagali to lahkost, ljubezen približati tudi vsem tistim, ki so nam poslušali in slovenskim bralcem. Hvala vam še enkrat in naj se teden dobro začne. Hvala za vabilo. Hvala.